Objavljaš, snemaš, pišeš, delaš vse, ampak še vedno ni rezultatov, ki si jih želiš. Morda ni problem v tem, koliko delaš in kako veliko narediš, ampak v tem, ali vse to vodi v pravo smer, ki si jo želiš. V tem podcastu, v tej epizodi bom govorila več o tem, zakaj je bolj pomembno imeti dobro smer in ne samo hitrost. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Od podjetnikov pa podjetnic veliko krat slišim: Maja, ampak jaz redno objavljam na družabnih omrežjih, veliko objavljam, veliko časa mi to vzame, ampak potem pa ni rezultatov, ki si jih želim. To so običajno stranke, torej ni nakupov, ni strank. In seveda, če veliko delamo in pripravljamo veliko energije in časa damo v ustvarjanje nekih vsebin in ni rezultatov, lahko na dolgi rok potem seveda vodi to do preobremenjenosti, do tega, da se počutimo brez smisla, do tega v bistvu, da lahko tudi kmalu smo izčrpani in tako naprej. In verjetno se vsi strinjamo, da nihče od nas ne želi biti v tem, nekako v tem stanju, a ne? In ena izmed raziskav, ki sem jo v bistvu najdla od Harvard Business Review, je v bistvu govori ravno o tem, da biti busy ni enako produktivnosti. In da ljudje, ki delajo manj nalog, a z večjim fokusom, dosegajo 30% več uspeha. In zdaj, če samo pomisliš, kako super je, da če imaš fokus, da če imaš super smer, kamor greš in vse, kar narediš, je samo korak bliže k temu tvojemu cilju, potem lahko veliko hitreje tudi prideš do cilja. Kaj pa se običajno zgodi, je, da tukaj vidimo kakšen trend, da tam slišimo za neko strategijo, ki super deluje, vse to nekako poskušamo v našem poslu, v resnici pa med sabo mogoče nekako ni povezano, ne? In potem dodamo še, ker slišimo, da moramo redno pošiljati novičke, pa redno objavljati objave na družabnih omrežjih, pa redno pisati blog ali snemati podcast. In če vse to počnemo in delamo zelo redno, pa ni rezultatov, potem je verjetno največji problem v tem, da nimamo prave smeri. In da nimamo pravega sistema, ki bi vodil nekega tujca oziroma nekoga, ki še nas ne pozna, vodil do tega, da se ogreje, da nas pozna in na neki točki tudi postane stranka. In če si zdaj na drugi strani predstavljaš, da pa zgradimo takšen sistem, ki nam torej prinaša stranke, imamo seveda lahko tudi potem ne samo več strank, ampak tudi več jasnosti, manj kaosa, vse, kar naredimo, torej ali napišemo blog, ali posnamemo podcast, ali naredimo objavo za družabna omrežja, vodi do tega našega cilja. Zato v bistvu sem se danes želela dotakniti te iluzije hitrosti v online svetu. Ni vedno res. Hitrost je seveda zelo, zelo pomembna. Ne narobe razumeti, in to, da odlašamo, čakamo, nam v biznisu verjetno ne bo zelo, zelo veliko pripomoglo. Je pa pomembno tudi paziti na to, da samo hitrost brez prave smeri ni najboljša izbira. In včasih se lahko zalotimo, da v dobi teh družabnih omrežjih pa umetne inteligence se zdi, da je edino merilo uspeha to hitrost. Hitrost, kako hitro nekaj sproduciramo, kako hitro imamo, kako hitra je dostava in tako naprej. Ampak več objav, več storijev, več mailov, več reelsov še ne pomeni, da bo nas to peljalo v tisto smer, ki si jo želimo. Zato je fajn, da se tukaj tudi ustavimo in se vprašamo, da če to skozi delamo, je v bistvu to približno tako, kot bi v avtu tiščali zmeraj na gas, brez da bi vedeli, v katero smer gremo. In kaj je rezultat? Rezultat je, da porabimo gorivo, čas in pa energijo, ampak ne pristanemo oziroma na koncu z avtom ne pridemo tja,
kjer si želimo. In enako je v biznisu, če svojo energijo, čas pa vse namenjamo samo v ustvarjanje pa v hitrost, da nekaj delamo in da si običajno še urnik napolnimo z milijon nekih opravil, potem v bistvu lahko pridemo na nek cilj, kamor nismo želeli, kar je mogoče izgorelost, pa se to ne pozna tudi na našem, recimo, bančnem računu. Seveda ne govorim, da smo v biznisu samo zaradi denarja, pa samo za bančnega računa, ampak definitivno je treba razumeti, da če smo v poslu, to ni naš hobi in je to ena izmed tistih pomembnih točk, ki so nujne v našem poslu. Tako da vprašaš se lahko, ali imam cilj, kam sploh želim priti, in pa imam pot do tja, in pa imam sistem, ki me bo iz točke A do točke B tudi potem pripeljal. In če vse to imaš, potem seveda bi moral tvoj sistem tudi zelo lepo delovati. Zdaj pa, mogoče še, da se dotaknem temu, kaj pomeni prava smer. To pomeni, da vsaka stvar, ki jo v bistvu narediš v svojem poslu, ni en ločen košček v tvojem poslu, ampak je del tvoje večje zgodbe. In v takem sistemu imaš recimo potem darilo, ki pridobiva prave ljudi. Imaš vsebine, ki jih ogrevajo, imaš e-maile, torej e-mail novice, ki jih pošiljaš. V tem sistemu imaš potem tudi ponudbe, ki imajo smisel, torej ki nekako se med sabo dopolnjujejo in idealno stranko peljejo po neki poti. Idealno torej je, da nimaš zelo različnih ponudb, ki za vsako ponudbo potem čisto svojo idealno stranko, ampak da imaš v bistvu ponudbe, kjer grejo iz ene ponudbe, kupijo naslednja. In ena izmed zelo pomembnih točk je tudi, da točno veš, kaj delaš in kaj je potrebno, da narediš za naslednji korak. In zdaj si lahko predstavljaš dve, recimo, podjetnici, totalno sta zmišljeni, pa rečemo, da je ena Tina ki ima recimo svoj Instagram, objavlja, snema, piše, nima nekega svojega sistema, nima svojega darila, ne pošilja e-mail novičk. In kaj je rezultat? Da v bistvu potem mora nenehno ustvarjati te nove vsebine, ki se itak zelo organsko že itak malo prikazujejo, in je v tem enem takem začaranem krogu nenehnega ustvarjanja kot hrček na kolesu in se vrti. Na drugi strani pa si lahko predstavljaš recimo podjetnico, izmišljeno ime in izmišljena podjetnica, recimo, da ji je ime Nina, pa si v bistvu naredi en tak preprosto darilo, ki vodi potem v njeno glavno darilo. In ko nekdo torej se naroči na to brezplačno darilo, se sproži avtomatska sekvenca, ki pa potem vodi lepo v nakup. In kaj je naloga, če temu rečemo tako, Nine? Da v bistvu samo ljudi pelje do tega darila. Torej, ne rabi jim skozi prodajati, ampak jim lahko skozi govori o tem njenem darilu. Seveda tudi je fajn, da govori o tem, čemer počne, ampak njen glavni fokus je, da svoje potencialne stranke vodi do darila. Kar pa verjetno za veliko podjetnikov je veliko lažje, kot nenehno samo prodajati, če tako temu rečem. Tako da lahko tukaj vidiš na primeri dveh podjetnic, ki sta zelo pogosti, pa zelo take, recimo, zelo take slikce, oziroma primera, ki sta zelo pogosta. Lahko vidiš, da sistem v bistvu pomeni tudi manj dela, več zaupanja in pa bolj konkretne rezultate. In zdaj mogoče je tvoje vprašanje, Maja, zdaj razumem, rabim sistem, želim si ga, kako preveriš v bistvu tudi svojo smer, in lahko si postaviš 3 enostavna vprašanja, torej še jih enkrat ponovim. Ali imaš svoj jasen cilj? Velikokrat se zgodi, da nimamo cilja in da si za cilj zastavimo maksimalno želim zaslužiti ali pa čim več strank želim doseči ali pa karkoli drugega. Tudi če nimaš še postavljenih ciljev, je zelo pomembno, da si jih zadamo, zaradi tega, da sploh imamo neko smer, kam si želimo. In to ne govorim samo o ciljih v stilu, koliko želiš zaslužiti, ampak tudi v stilu, kakšen brand si želiš ustvariti in tudi kakšno življenje želiš ti kot podjetnik oziroma podjetnica živeti. Če si želiš več prostega časa, če si želiš delati 1-na-1 s strankami, da si predstavljaš v bistvu, kakšen bi bil tvoj idealni dan, tudi če se ti na tej točki mogoče še zdaj zdi, da ni dosegljivo. Tako da te povabim, da se razmisliš, da si vzameš čas in premisliš, kaj je sploh tvoj cilj. In bolj kot je konkreten,
bolj lahko veš, v katero smer iti. Ker to si lahko tako predstavljaš, da če želiš iti mogoče na kakšno potovanje, ali pa če želiš speči torto, če želiš speči čokoladno torto, potem lahko greš na Google in poiščeš recept točno za čokoladno torto. Če pa ti ne veš, kakšno torto želiš narediti, pa ti bo veliko časa sploh vzelo to, da začneš malo iskati, pa malo vzameš iz tega recepta, pa malo iz drugega. Če ne veš, kaj točno delaš v tem receptu, pa nisi mogoče vešč ali pa vešča kuhanja, pečenja, potem bo mogoče na koncu nastala ena taka čudna ali pa celo neužitna torta. Tako da bolj konkretno torej, kot veš, tako kot torto, kakšno si želiš, bolj konkretno lahko se potem tudi zastaviš cel sistem in pa celoten cilj. In drugo vprašanje je, da se vprašaš, ali imaš pot, kako prideš do tja. Torej, ko imamo enkrat cilj, potem poiščemo samo pot. Če primerjamo spet s torto, če vemo, da želimo čokoladno torto, potem iščemo, kako bomo našli najboljši recept za čokoladno torto. In enako je v bistvu v poslu, ko imamo cilj, potem iščemo, kakšen je najboljši recept ali pot, da pridemo do tega cilja. In včasih potem dobim vprašanje, ampak Maja, jaz ne poznam tega cilja, kaj naj naredim? Imaš ogromno možnosti, nekatere so brezplačne, nekatere so plačljive, začneš iskati torej informacije o tem cilju. Torej, kdo je že prišel do tega cilja, ki ga ti želiš doseči, pa ti lahko pri tem pomaga. Potem imamo umetno inteligenco, potem imamo Google, ki zelo veliko ve, ali pa moja verjetno najljubša zadeva je, da si v bistvu poiščeš kakšnega dodatno pomoč, kot je mentorja, ki je že šel ali pa ki ve, kako priti po tej poti, da ti pri tem lahko hitreje pomaga. Potem pa še tretje vprašanje, zelo pomembno, ali imaš sistem, ki ti to dejansko podpira. Kaj to pomeni? To pomeni, ali imaš infrastrukturo, da lahko to zgradiš. Če je tvoj odgovor ne, Maja, nimam, potem ni nič narobe, čisto ampak veš, katero infrastrukturo si moraš zgraditi in jo začneš potem graditi tudi postopoma. Velikokrat pri legendarnih slišim, to je torej so moji legendarni, da se ful zaženejo v program in ker je res veliko vsebine in kaj je možno in tako naprej, se zgodi ena taka točka, ko se pa ustavijo. In to je čisto normalno, ne samo pri vseh programih oziroma pri verjetno tudi v življenju nasploh, da ko se nekaj ful navdušimo, gremo v akcijo in smo potem na točki, ko se nam ustavi ali pa celo začnemo malo obupovati, ker še ni takoj rezultatov, takrat je v bistvu čas, da se ustavimo in da si rečemo, vse je gremo naprej, ne bomo obupali. In gradimo potem ta svoj sistem in vsak košček, ki ga zgradimo, torej s tem jasnim ciljem, z jasno potjo in pa z jasnim sistemom, ki si ga želimo postaviti, vsak košček smo potem bližje temu, da bomo celoten sistem imeli tudi narejen. Tako da samo ne obupati. In zdaj za konec, kaj sem želela še dodati, je, da mogoče se odgovoriš na te vprašanja. Zelo bom vesela, če jih tudi podeliš odgovore z mano, ali na družabnih omrežjih, ali pa tudi na mailu. In ne pozabiti tudi poskrbeti zase. Podjetniki pa podjetnice smo včasih tudi jaz bi rekla, na taki poti, ki nas lahko ful izpolnjuje, ampak lahko pa se začaramo tudi v ta krog tega, da nenehno samo delamo in sledimo nečemu in se sploh ne ustavimo in poskrbimo zase. Tako da, če si v tem trenutku, da si preveč obremenjen ali pa preobremenjena, da ne vidiš poti naprej, da ne veš sploh, kako bi lahko vse naredila ali pa naredil, kaj šele, da si še kaj dodatnega daš na krožnik, potem je to najverjetneje znak, da se moraš ustaviti, mogoče celo odgovoriti na ta vprašanja. Ne rabiš veliko časa, lahko greš na sprehod in o tem razmišljaš in v prvi točki poskrbiš zase. Ker če v prvi točki nisi ti potem tudi tvoj posel ne more biti Tako da te povabim, da poskrbiš zase. Ena čudovita vaja, ki jo jaz velikokrat, ki me je pred leti naučila ena prijateljica coachinja, je rekla, Maja, ampak kakšen bi pa bil, recimo, če imaš slab dan, kakšen bi bil tvoj dan,
če si ga predstavljaš, kaj bi se moralo zgoditi, da bi bil pa popoln. Kaj bi se moralo zgoditi? In ko to ugotoviš, kaj bi se moralo zgoditi, si začneš to delati. In potem imaš veliko lepši dan, če ne celo perfekt. Tako da, lahko uporabiš mogoče tudi to vajo. Upam, da ti je današnja epizoda pomagala, da razumeš tudi, zakaj mogoče ti katere stvari ne delujejo in kako jih lahko izboljšaš. Tako da želim ti pa veliko uspehov in se slišimo kmalu. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.